Kako grdi znajo biti filozofi. Danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen je na začetku svoje pravljice Snežna kraljica zapisal, da je zlobni škrat, pravzaprav sam vrag, nekega dne, ko je bil slabe volje, napravil zrcalo, citat, ki je imelo to lastnost, da je vse dobro in lepo, kar se je v njem zrcalilo, skrčilo skoraj v nič. A tisto, kar ni nič veljalo in bilo grdo, je še bolj bodlo v oči in se šopirilo. Najlepše pokrajine so bile v zrcalu videti kakor kuhana špinača, najboljši ljudje so bili zoprni ali pa so stali na glavah brez trupa. Obraze so imeli tako spačene, da jih ni bilo mogoče spoznati, in če je imel kdo eno samo sončno pego, si bil lahko prepričan, da se bo v zrcalu razlezla preko nosa in ust. Konec citata. Vse dobro je bilo popačeno in ta grda podoba, kakršno so ljudje videli, naj bi bila resnična. Zrcalo se je med svojim režanjem streslo in ljudem padlo iz rok. Zletelo je na zemljo in se razbilo na bilijone kosov, razbiti stekleni drobci pa so se ljudem zarili v oči. Citat. In potem so ljudje videli vse narobe, ali pa so imeli oči samo za tisto, kar je slabega pri kaki stvari. Konec citata. Nekaterim so se odlomljeni kosi zrcala zapičili v srce in le to je postalo podobno kepi ledu. Živeli so filozofi, ki so se jim v oči in v srce zapičili taki drobci. Deček Kaj se v Andersenovi pravljici na koncu osvobodi zla. Nekateri filozofi pa so skoraj vse življenje marsikaj videli samo grdo in počeli grdobije. In prav o njih bi radi spregovorili v tej knjigi. Nemški filozof in mislec Friedrich Nietzsche, najvidnejši predstavnik filozofije življenja, je v svoji najbolj znani knjigi Tako je govoril Zaratustra pisal o tem, kakšna sta moški in ženska. Tako je opozoril. Moški se boji ženske, če ta sovraži. Moški je namreč na dnu duše le hudoben, ženska pa je tam grda. Parafrazirali bomo njegovo vrednotenje in v knjigi namenili pozornost grdim filozofom, takim, ki so bili polni predsodkov in ozkosrčnosti, ter so se zdaj zgražali nad Judi, drugič nad ženskami in tretjič nad ljudmi druge polti. Zaustavili se bomo torej pri nemoralnežih, antisemitih, antifeministih, rasistih, podcenjevalcih živali in dvoličnežih. Da pa ne bi prevladovala samo temna podoba, bomo predstavili tudi drugačno mnenje in morebitne dobre strani njihove filozofije.